Na Leader in Flow smo zelo ponosni, da kvalitetno prenašamo teoretično znanje v prakso. To je naš občutek, ampak a to res delamo, pa lahko preverimo samo tako, da določene stvari merimo in vidimo, ali se udeleženci vedejo drugače na koncu tečaja kot na začetku. Zato uvajamo en vprašalnik, kjer vsak udeleženec 2-krat na dan odgovori na določeno število vprašanj, v 30 sekundah povzame svoje stanje zjutraj in zvečer in na osnovi tega dobimo podatke skozi celoten potek tečaja Leader in Flow. Večina od nas se najprej vpraša, kaj sploh je flow. Flow je stanje uma in telesa, ko se počutimo najbolje in delujemo najbolje. Znanstveniki, ki preučujejo široko paleto stanj posameznikov, so prišli do zaključka, da se ta stanja spreminjajo v odvisnosti od zahtevnosti nalog, ki so pred nami, ter naše usposobljenosti za njihovo reševanje. Če so naloge prezahtevne, smo zaskrbljeni ali pod stresom. Če so prelahke, smo zdolgočaseni in preveč sproščeni za vrhunsko delovanje. Idealno je, če je zahtevnost ravno pravšnja glede na našo usposobljenost. Takrat so vzpostavljeni pogoji za flow, kar vidimo v rumenem območju. Znanstveniki so tudi poskušali meriti flow na tak način, da bi lahko primerjali rezultate iz celega sveta. Analizirali so več kot 80 različnih stanj, različnih vzorcev vedenj in ugotovili, da taka resna prava korelacija obstaja na 9 področjih, ki kaže, ali je določen človek pod flowom ali ne, ali mu je flow dostopen ali ne. Mi smo s tem vprašalnikom izmerili tudi rezultate naših udeležencev pred samim tečajem in na koncu tečaja in ugotovili, da tudi po znanstveno primerljivih metodah naši udeleženci dokazujejo izboljšanje. Na koncu so bili zelo na zgornjem robu rezultatov, ki so jih lahko znanstveniki opazovali po celem svetu. Nismo se pa zadovoljili samo s tem. Mi smo merili tudi celo vrsto drugih podatkov, tako da bi lahko dejansko detaljno analizirali, kaj se je z našimi udeleženci dogajalo tekom tečaja. Merili smo počutje, energijo in njihov osebni, subjektivni občutek flowa. Ugotovili smo, da če so tekom samega tečaja izvajali določene naloge in aktivnosti, kar mi imenujemo Leader in Flow rutina, se je njihovo počutje zjutraj pred najbolj zahtevnimi nalogami drastično izboljšalo. In enako velja tudi za količino energije in občutek, koliko energije bodo imeli na voljo za opravljanje tistih dnevnih nalog. Na koncu dneva smo spraševali tudi, ali imajo občutek, da so vsaj en delček dneva preživeli v flowu, takrat, ko so opravljali svoje najbolj zahtevne naloge. In takrat smo ugotovili, da je na začetku tečaja, ko še niso izvajali Leader in Flow rutine, ko še niso razumeli leadership konceptov, ko še niso strukturirali svojega dneva tako, kot bi ga morali, rezultati niso bili tako dobri. Na sredini so se izboljšali, ob koncu pa so bili rezultati veliko boljši in dejansko nad tistimi našimi začetnimi pričakovanji. Glede na to, da je naš interes v zgornjem desnem vogalu, se pravi na področju flowa, smo se vprašali, kako bi pa izmerili, kako ljudje delujejo na tem področju in kdaj delujejo na tem področju. In kaj je tisto optimalno stanje, ki ga želimo. Kot smo rekli, si mi želimo ravno pravšno razmerje med zahtevnostjo nalog in njihovimi sposobnosti za izvajanje. Ko se najdemo v takem idealnem območju, to imenujemo flow kanal. In če naši udeleženci poskušajo delovati v flow kanalu, se potem to izkazuje na njihovih boljših rezultatih. Te zadeve smo merili tako, da so udeleženci vsak dan po delovnem dnevu opisovali zahtevnost svojih nalog ter stopnjo znanj in veščin, ki so jih morali uporabiti tekom dneva, da so te naloge opravljali. In smo rekli, če bodo njihovi odgovori v zgornjem levem kotu,
To dokazuje, da so večino dneva ali pa tisti dan delovali bolj v področju stresa. Če so spodaj desno, tisti dan so se malo dolgočasili, niso ravno uporabljali vseh svojih veščin, kajti naloge so bile glede na veščine, ki so jih uporabljali, premalo zahtevne. Idealno je, če je zahtevnost in znanje, ki je uporabno, ravno prav usklajeno in se njihovo področje delovanja nahaja na zelenem področju. Še boljše pa je, če se nahaja na oranžnem, kajti znanstveniki so ugotovili, da je 4% višja zahtevnost od naših sposobnosti ravno tista prava kreativna napetost, ki nas pripravi do tega, da smo zelo pozorni in aktivni in agilni pri izvajanju naših nalog, in to je tisto, kar nas naš in naše telo pripravi do stanja flow. Udeleženci ene od skupin so bili zelo vestni in res velikokrat odgovorili na ta vprašanje, kar nam je dalo res izjemno velik vzorec podatkov in rezultatov, na katerih lahko delamo. Ko smo analizirali tiste dneve, ko udeleženci niso izvajali leader in flow rutine, smo ugotovili, da je ogromno njihovih dni minilo v področju stresa. To vidimo na tem, da je ogromno podatkov zgoraj levo na naši matriki. To pomeni, da so bile njihove aktivnosti veliko bolj zahtevne od njihovih takratnih trenutnih sposobnosti. In v povprečju vidimo, da je bila razlika med zahtevnostjo in njihovimi zmožnostmi, njihovimi sposobnostmi kar 20%. Spomnimo se, znanstveniki so rekli, da iščemo idealne 4%. Kaj pa se je zgodilo med tečajem Leader in Flow, ko so dejansko izvajali Leader in Flow rutino? Takrat pa so se rezultati veliko bolj konsolidirali v to diagonalo, ki je ideal, ki jo iščemo, in razlika med zahtevnostjo in njihovimi sposobnostmi se je znižala na 5%, kar je že skoraj tam, kjer želimo biti v idealnem stanju. Potem pa smo si postavili vprašanje, kako pa so oni napredovali skozi sam tečaj? In smo ugotovili, da ne glede na to, ali so delali rutino ali ne, je na začetku tečaja njihovo delovanje večinoma pod stresom. Kar vidimo spet z rezultati v zgornjem levem trikotniku naše matrike, ko so počasi začeli izvajati flow rutino, ko so se počasi začeli uporabljati leader in flow znanja, v drugi tretjini so se njihovi rezultati veliko izboljšali. Vidimo močno konsolidacijo vseh rezultatov po tej naši diagonali. V tretji tretjini pa so bili rezultati še boljši. In tukaj prihajamo do res lepih rezultatov, kjer je zahtevnost nalog 3,5% višja in večina dni dejansko preživeta v našem flow kanalu, naši flow diagonali. V redu. Tukaj pa smo se vprašali, kaj pa je idealni scenarij? Idealni scenarij je, da ima udeleženec že vsa znanja na področju leader in flow in da izvaja leader in flow rutino že nekaj časa, tako da mu je to domače. In ko smo preverjali zadnjo tretjino odgovorov, ko so delovali pod vplivom leader in flow konceptov in izvajali leader in flow rutino, smo prišli do tega rezultata. Ker so rezultati pokazali, da je zahtevnost nalog samo 4% višja od stopenj znanj in veščin, kar je pravzaprav tista naša idealna situacija, ki smo jo pričakovali, upali na njo. Zdaj pa tudi znanstveno dokazali. Izpadlo je, da je ta zahtevnost cirka 4% višja od veščin, kar v 83% dni delovanja naših udeležencev v zadnji tretjini tečaja, kar je bistvena razlika glede na začetek. To je 40% več dni z visoko verjetnostjo flowa kot prej. In te rezultati, ki dokazujejo, da udeleženci leader in flow po koncu tečaja delujejo veliko bolj kreativno in produktivno kot na začetku, nas utrjujejo v prepričanju,
da Leader in Flow uspešno prenaša teoretične koncepte v vsakodnevno prakso najboljših voditeljev.